Pozdravljeni. Ponovno je prišel čas za vaše pobude ter vprašanja in danes bomo skušali ugotoviti, ali se je McLaren vrnil na tisti nivo, kjer so ga mnogi navdušenci vajeni. V dobrem in v slabem bo sezona 2021 ostala zapisana v zgodovini ekipe McLaren. V slabem predvsem zaradi smrti Mansura Ožeja, kateri je eden izmed tistih ključnih mož, ki so pomagali pri preporodu v 80-ih letih skupaj z Ronom Dennisom. In prav Mansur Ože je eden izmed glavnih odgovornih tudi za odhod Rona Dennisa iz McLarena. A kot vsi dobro vemo, so na veliki nagradi Italije pri McLarenu po dolgem čakanju zopet dosegli zmago in to dvojno zmago. In mnogi izmed vas se sedaj sprašujejo, so pri McLarenu ugotovili, kje je srž problema. Lahko v nadaljevanju še pričakujemo podobne ali celo take rezultate? Nažalost, po mojem mnenju, ne. Proga v Monzi je specifična in tudi šasija ekipe McLaren je specifična. Videli smo že lani, ko je Carlos Sainz mlajši dosegel drugo mesto. In v sodobni turbohibridni Formuli 1 moramo priznati nekaj. Imamo tri glavne ekipe: Mercedes, Ferrari ter Red Bull. Od začetka turbohibridne dobe pa do danes smo samo v 4 primerih videli, da je zmagala neka druga ekipa izven te trojice. Vsi te 4 primeri so se zgodili v zadnjih 2 sezonah. V sezoni 2020 je na veliki nagradi Italije zmagal Pierre Gasly z Alfa Taurijem in nato na veliki nagradi Shakirja Perez z Racing Pointom. Letos v sezoni 2021 smo videli na veliki nagradi Madžarske zmago Ocona z Alpinom in seveda zmaga Daniela Ricciarda v veliki nagradi Italije. A vsi se še dobro spomnimo teh 4 dirk in na vsaki je bil udeležen tudi splet okoliščin. Priznajmo si, če ni določenega števila odstopov, naprimer McLaren, tudi na veliki nagradi Italije bi težko dosegel isti rezultat, kateri bo zapisan v zgodovini. Enostavno, ukolikor imamo 2 ali 3 ekipe, ki so tam spredaj, je izjemno težavno priti na zmagovalni oder, kaj šele zmagati. V zadnjih 2 sezonah moramo priznati, da je izjemno velikega pomena to, da pri skuderiji Ferrari so daleč pod pričakovano formo. Toda možnost drugim, da lažje pridejo na zmagovalni oder, in ko se ponudi priložnost, seveda lahko posežejo tudi po zmagi. In podobno situacijo smo imeli na začetku turbohibridne dobe v sezoni 2014 in 2015. V prvi sezoni so bili izjemno slabi pri Ferrariju, v drugi sezoni so bili bistveno slabši pri Red Bullu. Seveda, nihče drug ni prišel na najvišjo stopničko na bilo kateri dirki, ampak tako v sezoni 2014 kot 2015 so bili tretji med konstruktorji pri ekipi Williams. In mnogi so to pozabili, ko so dobesedno tarnali, kako nizko je padel Williams in kako je možno, da ni dosegel nobenih točk še nekaj let od tega. Sedaj vrnimo se k McLarenu in razlogu,
Zakaj? Težko vidim, da bi letos lahko ponovili tak fantastičen rezultat, kot smo ga videli na veliki nagradi Italije. Mnogokrat verjamem, da sem marsikomu izmed vas dobesedno tečen, ko neprestano ponavljam, kako pomembne so tiste karakteristike proge. A če primerjamo, naprimer, McLaren in Alpine, bomo videli, da na določenih progah je boljša ena ekipa, na določenih progah je enostavno boljša druga ekipa. In to zaradi karakteristik same šasije. Če se spomnimo velike nagrade Nizozemske, tam McLaren še zdaleč ni bil konkurenčen, bistveno boljši je bil Alpine. Isto bi lahko rekli, kar smo videli na veliki nagradi Madžarske. Alpine je bil bistveno pred McLarenom, čeprav je bilo to malce težje vidno, kajti Lando Norris je bil izključen na samem začetku. Ampak, če gledamo samo letošnjo sezono, naprimer na začetku v Imoli velika nagrada Emilia Romagna je bila proga, ki je bila bolj pisana na kožo bolidu ekipe McLaren in prav tako velika nagrada Francije. Šasija MCL 35M je taka, da ne proizvaja ogromno aerodinamičnega oprijema, ampak ima nizek zračni upor, zato na progi, kot je Monza, pride do izraza. V obratnem primeru, ko je potrebno imeti oprijem, pa jih vidimo, da zdrsnejo bistveno bolj nazaj. Pri Alpinu lahko mirno rečemo, da ukolikor ni tistega pravega spleta okoliščin, so seveda konstantno v točkah, ampak tam od 6. do 10. mesta. In ko pri McLarenu lahko vidimo nasproten trend. So dirke, kjer so izjemno konkurenčni, ne govorim samo o veliki nagradi Italije, ampak pogosto jih lahko vidimo tam tik pod zmagovalnim odrom. Nato na naslednji dirki so lahko na robu območja, ki še prinaša točke ali tudi izven njega. In prav tu je tista skrivnost, zakaj pri McLarenu so lahko izkoristili dano priložnost. Imeli so srečo, da se je splet okoliščin dogodil pravzaprav na dirki, ki jim je bila pisana na kožo. Namreč proga v Monzi po svojih karakteristikah ni podobna nobeni drugi v koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Je edinstven primer proge, kjer je potrebno imeti močan pogonski sklop, majhen zračni upor in ni tako bistveno imeti aerodinamični oprijem. Pri vseh drugih progah bomo videli McLarena v bistveno večjih težavah. In da ne boste mislili, tudi pri Mercedesu in Red Bullu imajo proge, ki so pisane enkrat bolj prvi ekipi in drugič bolj drugi ekipi na kožo. Ampak tako pri Mercedesu kot pri Red Bullu so sposobni zmagati vsako izmed naslednjih dirk. Njihova prednost pred konkurenco je precejšnja. Zato lahko mirne duše sklepamo, da za McLaren bo izjemno težko ponoviti tak fantastičen rezultat, vsaj v sezoni 2021. Kar se pa tiče sezone 2022, je vse odprto, kajti vsi bodo praktično začeli znova in lahko bo ekipa dobesedno presenetila, ampak v tem primeru vsaka ekipa, tako McLaren, Aston Martin, Williams, Alfa Tauri ali kakšna tretja. Kar se pa tiče odgovora na to vprašanje, je za danes to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.